bo vedno. In je niti ne želimo konc koncu, če bodo živeti, kakorkoli reči, to ni v redu. Pač cena nižja je privlačna. Vedno je problem samo pri dentalnem turizmu, kot sem prej omenil, ustvarjanje vtisa, da je nekaj enostavnejše, kot je v resnici, in pa privabljati na nek način paciente, ki so potem ne na kratek rok razočarani. Na kratek rok so pacienti kvečne zadovoljni, dobili so poceni storitev, pa hitro, konc koncev. Problem, ki pa mi potem za zobozdravniki opažamo, je, da so ti pacienti potem, jaz lahko sam konkretno povem, ker imamo zasebni ambulanto, veliko pacientov potem pride z nekimi težavami, ki so, ali ne bom rekel normalni, se zgodijo, če je poseg narejen prehitro. In potem te pravice, recimo garancije ali pa nekaj tazga niti ne uveljavljajo pri zasebniku oziroma pri tistem, kjer so v tujini upravljali storitev, ampak iščejo pomoč potem ali v javnem sektorju ali pri zasebniku. In pa včasih niti ne moramo pomagati, ko govorimo o implantatih, pacienti hodijo redno brez izvidov, mi ne moramo ugotoviti, kakšne implantate imajo vstavljene. In tako da tukaj se ustvarja neka zmeda ljudi, ki tavajo včasih sem trka. Se potem najdejo rešitve, ampak za tega jaz poudarjam to zaupanje med zobozdravnikom in pacientom. Se pravi, jaz karkoli naredim v ustih, vedno v dobri veri, da bo to držalo neskončno v ustih. Ampak vsi se zavedamo tega, da je trajanje nekega nadomestka, ki jo vstavimo v usta, odvisna od tega, kako dobro se vzdržuje. In kako dobro smo ga načrtovali. Če smo dali pacientu nekaj v usta, kar v njegove navade, način čiščenja, konc koncev tudi njegovo zdravstveno stanje ne sodi, je to naša prva odgovornost in napaka. Pravi, kaj se dogaja, to vam konkretno povem, pacienti, ki pridejo v našem sistemu, iščejo rešitev recimo z implantati, pa jih naš sistem, ali pa jaz konkretno, kot zobozdravnika razočaran, in jim povem, da trenutno vaša usta, trenutno implantati ne sodi, spravi, nimate ne higiene, ne zdravstvenega stanja, ki bi to lahko upravičil, ampak to ni kazen. Jaz ne želim pacientu da tega, ampak ni odgovorno. Tak pacient razočaran išče rešitev nekje drugje, spravi nekdo, ki mu bo lahko konc koncev na hiter in poceni še po možnosti dal rešitev, ki mu je jaz na narekovajih nisem želel. Tle se pa dogajajo težave, da so zdravstvene težave. Ne govorimo zdaj sploh o zaslužkih, ne govorimo o tem, kdo je cenejši, kdo je. Govorimo čisto o strokovnih izhodiščih. In če nek pacient gre v tujino z namenom, da bo opravil neko storitev, se zgodi, da jo tam tudi opravi. Včasih na silo, včasih brez zdravstvenega kartona, včasih brez, da se zobozdravnik sploh vpraša, ali ima sladkorno, ali je rakobolnik, ali je star več kot toliko in fizično ni zmožen čistiti nečesa, kar mu dajemo v usta. Se pravi, storitev kot taka, katerakoli zdravstvena storitev, če rečemo ena storitev, ne sodi vsa usta. Se pravi, tudi če je to najboljša, rečemo, v medijih se dostikrat pogovarjamo o tem, ali je bil kvaliteten material. Lahko imamo najbolj kvaliteten, najdražji implantat na svetu, ki obstaja, če bi obstajala tako merilo, pa če ga vstavimo v usta, ki niso primerna za tak implantat, smo strokovno pogrešili. In to je tisto, kar mi opozarjamo. Dentalni turizem ne upošteva, se pravi, v tem pomenu dentalnega turizma, ko ljudje hodijo z avtobusi v Bolgarijo in v Srbijo in na Hrvaško in v Italijo. Pač, da je to lahko miselno. Jaz verjamem, da finančna vstopna točka pri našem zobozdravniku mogoče na prvi pogled, ali pa tudi realno, višja kot v tujini. Ampak cena, ki jo potem pacienti plačajo, če so se napačno odločili, je pa neprimerljivo večja, ker pušča posledice na zdravju. To je pa tisto, kar želimo sporočiti. Lahko še jaz vprašam, jaz bi sam nekaj dopolnil, če lahko, da pravzaprav ordinacija tudi na Hrvaškem in tudi v Srbiji v končni fazi, ki izvajajo primerno zobozdravstvene ocene enake,
Jaz imam kolege na Reki v Zagrebu, gledajte, oni imajo primerljive cene, implantat pač toliko stane. Ne? Je pa res to, da so se pri nas začele tudi ambulante delati z nižjimi cenami, ki se pa pač zelo ne more na tak način reklamirati, kot se pač tam. Ne? Ali se niti ne želijo. Ali pa se ne želijo, ja. To. To je tudi ta aspekt, je treba gledati in pa pravzaprav sebe vprašati, komu je v interesu, zakaj dela tako močna reklama. Ne? Ker mi... Tiskaj je polno ne dela. Morate vedeti, da jaz ne, ali pa vsaj naši zgodoviki ne oglašuje, pridite mi nekaj prodajamo po ceni. To ne bi smel biti, govorimo, je motiv, ampak ne bi smel biti motiv zdravstvene obravnave, ali pa zobozdravstvene obravnave. Se pravi, mi, pa ne, da mi spet tega ne smemo izkoriščati, ampak ta nepodučenost, ne, pa jaz verjamem, spet je to taka težka beseda, ljudje se pozanimajo, ljudje preberajo vse in primerjajo cene in tako je tudi prav. Kvaliteta je tista, ki je nemerljiva, pa težko merljiva. In mi ne zagovarjamo, da mi vse prav naredimo. To zobozdravstvo v Sloveniji ima marsikatero luknjo, ima marsikateri razlog, da nam pacienti tudi zamerijo. Ampak to še ne pomeni, da se ne trudimo korektno in strokovno pač ravnati v sektorju. Prej ste povedali, da bi iz košarice pravic izločili stalno protetiko, da bi obdržali snemljivo, ne pa stalno. Kako bi potem po vaši to zaposlej potekalo, če bi se to razgodilo? Fiksna protetika to pomeni mostičke in prevleke. Se pravi, za samo snemno protetiko bi na ta način lahko premostili vrzeli v ustih, se pravi, bi ohranili oralno zdravje, zobje se ne bi nagibali ali izraščali v nastale vrzeli, pacient bi lahko normalno jedel in funkcioniral. Vendar bi bila to proteza, ker dejansko jo lahko v tem časovnem normativu izvedemo. Ne? Ja, kdo pa bi potem delal, oziroma kako bi pa prišli pacienti do stalne protetike? Fiksna protetika je potem izven sistema, samoplačniška. Jaz moram reči to, da evropske države protetike v javnem sistemu ne poznajo, da nima. Mi v bistvu to damo kot alternativo temu, če država ne more pravzaprav nameniti dovolj programov, da se zdravstvo v takvi meri obsegu pravic, ki ga sedaj ponuja, upravlja. Ker ljudje danes čakajo, vse vidite, kakšne so čakalne dobe, po 2 leti. Vmes nosilci propadajo, mi spulimo zob, nastane novo stanje, ponovno nazaj v čakalno vrsto. Kako dolgo pa drži ta snemljiva protetika? Se pravi, gre za vizil proteze, garancijska doba je 7 let. Tako kot za fiksno protetiko. Trajnostna doba. Garancijska pa koliko? 1 leto. 1 leto. Ko smo že pri čakalnih domov, samo zanima me, koliko je najdaljša ta dopustna meja in kako ocenjujete, za koliko bi se lahko podaljšali, ali pa kako dolgo bi bilo treba čakati v čakalni vrsti, ko bi naj po zakonu ali pa kakorkoli, če bo to imeli vsi bele zalivke. Zdaj za protetiko je pol leta, ne? Pa že danes večina ambulantov presega. Mi smo v tistem oblačku, kjer sem pokazal, da imamo že čakalne sezname in se bojo podaljševali. V kakšnem obsegu ne vem, ker ne vem, koliko bojo oni točkovali to belo zalivko. Tega podatka še nimamo. A veste, gledajte, v povprečju zobozdravnik v delovnem času, če hoče izpolniti letno normo, mora narediti okoli 180 do 200 točk na dan, da pokrije svoj dopust, bolniška in podobne stvari. Se pravi, da od teh 47 točk realizira. In če dajo 50 točk za eno plombo, veste, to po 4 plombe na dan. Pa da je dobro razumeti, želimo, da je dobro vrednote, konc koncev. Če govorimo o zasebniku s koncesijo, bo konc koncev si želel, da je vrednota na storitev primerna. To pomeni 4% na dan, zdaj imate... Mislim, jaz sem hipotetično rekel, če bi oni rekli, da je to, jaz ne vem, koliko točk bo dala oni za to zalivko. Res ne vem, ker tega podatka niso niti posredovali, niti ne vemo. Kdaj imate sestank? Naslednji teden. Ponedeljek. A na zavodu? Ne. Tukaj smo zdaj povabili za končo. Kjer uri pa? Ni še definirano, no? Tako da v bistvu načeloma, kar bo v zvezi s tem, bomo potem obveščali, glede na to, da pravzaprav je sestanek bil usklajevan včeraj, a ne? Včeraj zvečer, to se pravi, niti jasna tematika, obseg in tako naprej, vsebina pač še ni definirana, tako da če bodo kakšna sporočila, potem jih bomo posredovali, če je pa to šele prvi sestanek v nizu, nekaj sestankov pa ne. Če bi sam dodal, da mogoče tle za poudariti, da osnovno zdravstveno zavarovanje pri protetiki krije le 10%
Ne? In v bistvu za njih ni tak strošek, tudi če dajo še teh 10% ven, verjetno bojo krila potem prostovoljno. Dejstvo je, da s temi 10%, ki je minimalni strošek zavarovalnice, regulira trg na ta način. Vse drugega ozadja. In že danes, veste, tudi fiksna protetika, ne? Vi imate zelo zakomplicirana pravila, kdaj vi lahko pridete do mostička. Ne pride vsak do mostička. Vam morajo 3 zobje v zadnji manjka, da vam zavarovalnica sploh mostiček prizna. Na enem zobu morate imeti pa v spredi, mislim, da 4 ploskve plombo, v stranskem sektorju pa troploskovno plombo, če bi celo prevleko hotel imeti. Tako da v bistvu že oni tudi zaprejo vrata dostopnosti že za svojimi pravili. Tako da fiksna protetika, jaz sem odgovoril pacienti, ki hočejo v javnem sistemu na neko kompleksno fiksno protetiko zelo dolgo čakajo. Ker predno se tudi to realizira, zobotehnik potrebuje bistveno več časa, da to naredi. Pri snemni protetiki gre to bistveno hitreje. V roku enega tedna je pacient saniran. Pri fiksni protetiki pa v javnem sistemu 1 mesec ali več. Ker je za tem še zobotehnik. Zasebnemu, pa v enem tednu to naredil. Ja. 10% več bom plačal, namesto 90 evrov bom dal 100 evrov. Karikirano. A veste, zato sedimo danes tukaj čisto vsi, ker pač zaznavamo ta problem. Jaz sem recimo čisto zasebnik, da ne bom zdaj tako zgledal, da se jaz pritožujem. Namreč zasebniki imamo v tem času, ko se sesuva javni sistem ali pa je nedostopen, imajo zasebniki ali pa čisti zasebniki kvečem več dela. Tako da tukaj, ampak v mojo ambulanto prihajajo pacienti, ki načeloma ne bi izbrali zasebne ambulante. Spravi, iščejo čist drugačne storitve. Prvo pomoč, ali pa so obupani, ker nikako ne pridejo na vrsto. Tako da meni tudi ni fajn, ne da mi ni fajn, preprosto ni prav, da taki pacienti so primorani izbrati neko, pa konec koncev tudi dražji plačati pri meni. Znači, jaz nisem nikakor subvencioniran v narekovanju strani zdravstvene zavarovalnice. Pa bi si želel, da bi moji pacienti imeli enake pravice. Oni so se zavestno odločili, da ne bodo koristili javnega zobozdravstva, zato ker iščejo ali kvalitetnejšo storitev, ali pa da prej pridejo na vrsto. Se pravi, če bi se ta del sodelovanja javnega, zasebnega, vsaj do neke mere niveliral, ne bi čutili tega pritiska. To je opazno. Mogoče vam še enkrat date, rekli ste, da tale zmogljivosti zasebnikov 209, a ste mogoče zračunali, koliko bi bilo to dodatnega denarja, če bi zavarovalnica recimo se odločila, da je to 110 000 evrov je en program. 110 000 je en program. Mi bomo kot zdravniška zbornica v aneksu številka 2 predlagali 100 novih programov za odraslo in mladinsko zobozdravstvo. Tam je zagotovljenih nekaj čez 30 milijonov evrov, kot si ti omenil. Vemo, da so bistveno bolj pereči problemi v našem zdravstvenem sistemu v tem trenutku kot mogoče zobozdravstvo, ampak to je en korak k temu, da mogoče fiksne protetike v prihodnosti ne zgubimo iz sistema ven. Ker zdaj smo prišli do točke, nekaj bomo mogli naliti čistega vina, kot ljudje pravijo, pa povedati, to več ne gre, ali pa bomo več sredstev dali v ta sistem. Pač se samo to je treba pač javnosti povedati, ker ta razpehovanje, da vse pravice imamo, pa jih mi vsi opažamo, da jih noben ne more koristiti, to pač preprosto ne gre več. Nekdo mora povedati, kaj je resnica. So še kakšno vprašanja ali zaključimo za danes? Zdaj v bodoče bomo verjetno na temo zobozdravstva se večkrat videvali, zaradi tega, da bojo potem tudi tele informacije, danes smo vas zasuli z celo vrsto problemov in izzivov, tako da se bomo v bodoče verjetno pogosteje videvali na posamezne teme. Tako da najlepša hvala pa za danes. Hvala.